Kljub poznim nočnim uram so danes številne oči zazrte v nebo. Smo priča namreč zanimivemu astronomskemu pojavu. Zakaj gre, dr. Živina? Danes imamo priložnost opazovati popolni lunin mrk. Gre za astronomski pojav, pri katerem so Sonce, Zemlja in pa Luna poravnani, oziroma drugače povedano, Luna zaide v Zemljino senco. Zdaj pogoj za to, da pride do popolnega luninega mrka, je to, da je Luna v ščipu, se pravi, da gre za polno Luno in da se hkrati Luna nahaja v ravnini Zemljine orbite. Namreč ravnina Lunine orbite ni čisto identična z ekliptično ravnino, tako da pravzaprav, če bi bilo to tako, bi lahko vsakih 29 dni oziroma ob vsaki polni luni opazovali lunin mrk, no, ampak ta orbita lunina je nagnjena približno za 5 stopinj glede na Zemljino in zaradi tega torej ta lunin mrk, kakor tudi sončev mrk, ni tako zelo pogost pojav. No, in danes smo priča enemu takemu zanimivemu pojavu. Zdaj mislim, da kar nekaj let ne bomo mogli več opazovati popolnega luninega mrka, bo nekaj delnih. Naslednji tak popolni lunin mrk viden v nočnem času bo šele leta 2011, tako da danes kaže izkoristiti to priložnost. Super. Naslednji sončni mrk je avgusta. Ja, takrat bo pri nas viden delni sončev mrk, en zelo majhen del sončeve ploskve bo prekrila Luna. No in 16. avgusta bo pa ponovno viden delni lunin mrk, se pravi, zopet bo samo en del Lune zašel v Zemljino senco. Namreč sončevi in lunini mrki praviloma nastopajo v parih, nekje z dvotedenskim zamikom in tudi torej nocojšnji lunin mrk je imel en tak par v obliki torej sončevega mrka in sicer so v začetku februarja lahko opazovali sončev mrk tam nekje na Antarktiki oziroma v ozkem pasu na južnem delu Tihega oceana. Hvala. Prosim.